Ko gledate to poplavo, raje bi rekel kar cunami teh malih križancev, se vprašate, kam se vse to proda, toliko je tega pleha. Ampak očitno se. In če smo včasih lahko na prste ene roke prešteli znamke, ki jih imajo, lahko danes na prste ene roke tiste, ki jih nimajo. Fiat je že imel neke poskuse s Suzukijem, ampak se mi zdi tole takšen prvi pravi križanec za mase. Vidi se, da je model 500 vlečni konj, ker se ta res zelo trudi, da ga na vsakem kosu pločevine posnema, čeprav gre tehnično za čisto drug avtomobil. Ne boste verjeli, ampak izdelujejo ga skupaj z Jeepom Renegade, kar pomeni, da mora biti tudi na terenu tole zmogljiv strojček. In je. Ampak ker vem, da se boste vi vozili samo po cesti, sem se tudi sam. Tiste zaščitne plastike je preveč škoda, da bi jo izgubili nekje v blatu. Vseeno pa je na cesti tudi tole precej neudoben avtomobil. Ker konkretno poskakuje na slabih podlagah, zato tisti, ki želite neko blaženje riti med vožnjo, nam pozabite. Čvrsto podvozje pa po drugi strani pomaga k prepričljivi vožnji, tudi vodljivost in občutek na volanu nista slaba. In hkrati niti med pretresanjem v kabini nič ne škripa, kar priča o kvaliteti izdelave. Vsaj po obliki in nekaterih občutkih se je Fiat zgledoval po miniju Countryman. Znotraj je zelo veliko okroglega, ampak je po drugi strani veliko odlagalnih površin in tudi predalčkov, tako da se boste udobno počutili. Mogoče malo bolj tankovsko zaradi visokih bokov in manjših stekel. Le prostora je bolj malo, kar je pri malih križancih običajno, čeprav Fiat 500X s 4,25 metra ni več najmanjši. Prtljažnik ima povprečnih 350 litrov. Manj sta me prepričala motor in menjalnik. Prvi je zelo glasen, sploh po zimi zjutraj ropota kot traktor. Porabi dobrih 7 litrov, ampak glede na to, da po občutku ni ekstra zmogljiv, bi lahko kakšen deci manj. Dvolitrski dizelski motor ima sicer 103 kW, torej 140 konjev, zato sem pričakoval, da bo bolj odločen, nikakor pa ni šibek, to pa ne. Samodejni menjalnik ima kar 9 prestav in spet sem navdušen, da ga tovrsten avtomobil ima, po drugi strani pa preveč cuka pri speljevanju in tudi med prestavljanji ni najbolj nežen. Ko prestavite iz D v R, tudi rabi predolgo, je pa super, da lahko med vožnjo prestavljate kar tukaj, na volanu. X je preizkušeno tudi na terenu bistveno bolj zmogljiv, kot kaže s svojim izgledom. V bistvu je na tem področju eden najboljših med malimi križanci, zato je tudi zelo drag. Takšen stane kar krepko čez 30 tisočakov, ampak avto je nekaj posebnega, ne samo zaradi izgleda.